Obisk večnega mesta je vedno veljal za vznemirljivo doživetje, ki ga večina obiskovalcev skrbno načrtuje v želji po spoznavanju največjih umetnin, kjer so se postavljali temelji zahodnoevropske civilizacije, kjer se je kopičilo bogatstvo in je arhitektura dosegla nesluten razvoj in kjer so v božjo čast nastajale največje mojstrovine človeškega dela. Lahko pa se zgodi, da v nekem kraju obtičiš čisto slučajno, po nerodnosti ali celo po nevednosti, kar se je pripetilo tudi piscu tehle vrstic. Tokrat se mi je namreč načrtovani obisk Ugande zaradi nerodnosti zavlekel za celih 7 dni. Letališki uslužbenci na rimskem letališču Fiumicino so namreč zaznali pomanjkljivost v mojem potnem listu. Po novem je potrebno predhodno pridobiti ugandsko vizo, kar sem običajno opravil ob vstopu v državo. Zaradi kombinacije dni v tekočem tednu, splošne stavke v Italiji in državnega praznika v Ugandi, je postopek pridobivanja trajal cel tekoči teden, ko sem nebogljen čakal v neznanem okolju. K sreči je Danilo, ki je pot nadaljeval proti Afriki, uredil, da so me velikodušno sprejeli njegovi sobratje v salezijanski skupnosti v Rimu. Zame se je osebno zavzel takratni predstojnik slovenskih korenin pater Lojze Dobravec, ki me je velikodušno sprejel v goste. Tako sem prvikrat v življenju začutil utrip življenja v redovni skupnosti in se od blizu spoznal s pravilom moli in delaj. Salezijanska skupnost v Rimu je nastanjena izven mestnega središča na starodavni ulici Apia Romana, v predelu antičnega pokopališča katakombe San Calisto. Bratje salezijanci imajo poleg bogoslužnih opravil in pomoči sosednjim župnijam na skrbi vodenje turističnih ogledov največjega pokopališča prvih kristjanov, ki je v času preganjanja nudilo tudi varno mesto in zbirališča za skupinska bogoslužja. Pokopališča so namreč bila za stare Rimljane sveti kraji, kjer ni bilo preganjanja. Vsa pokopališča in morišča so bila izven mestnega obzidja, da bi mesto ostalo neomadeževano. In tudi danes ostaja to področje zeleni otok sredi večmilijonskega mesta in prestižna zaščitena lokacija, posejana številnimi ostalinami antičnega Rima. Pravzaprav je celotna ulica Apia Romana zaznamovana z grobišči. Grobovi rimskih veljakov so posejani vzdolž ulice in zaznamovani z ogromnimi zidnimi masivi različnih oblik. Navadne smrtnike pa so večinoma pokopavali v podzemna pokopališča ali katakombe. Katakombe San Calisto so največje po obsegu in številu grobov. V neposredni bližini so še katakombe San Sebastiano, kjer je bila ustanovljena prva frančiškanska župnija v Rimu. Frančiškani skrbijo za turistične oglede in upravljajo cerkev svetega Sebastiana, kjer kot relikvijo hranijo odtise Jezusovih stopinj, ki so nastali v pesku, ko se je Jezus srečal z apostolom Petrom pred mestnim obzidjem. Še ena relikvija Jezusovih stopinj se hrani in časti v manjši cerkvi Quo Vadis Domine, ki je postavljena na mestu srečanja apostola Petra z Jezusom. Peter je zaradi trdovratnosti Rimljanov in nevarnosti, ki mu je grozila zaradi širjenja Jezusovega nauka, obupal in hotel zapustiti mesto. Nedaleč izven mestnega obzidja je srečal neznanca in v njem prepoznal svojega učenika. Peter je obstal pred njim in ga vprašal: Quo vadis, Domine? Kam greš, Gospod? Jezus mu je odgovoril: Grem v Rim, da bom ponovno križan na mesto tebe.
Peter je takrat spremenil odločitev in se vrnil v mesto oznanjati Božji nauk. Kasneje je bil res križan in to z glavo navzdol, kot je prikazano na sliki v prezbiteriju cerkve. Na desni strani je upodobljen križani Jezus, na levi strani prezbiterija pa sveti Peter, ki je med umiranjem želel okusiti večje muke kot njegov Gospod in učitelj. To cerkev zelo radi obiščejo romarje iz Poljske, tudi po zaslugi romana poljskega pisatelja Henrika Sienkiewicza, ki je v romanu Quo Vadis opisal preganjanje kristjanov v zgodnji dobi krščanstva. Dandanes v evropskem prostoru krščanstvo ni uradno preganjano in morda prav zaradi tega postajamo kristjani vse bolj mlačni in naveličani. Naloga redovnih skupin je, da z molitvijo in služenjem pomoči potrebnim vplivajo na razvoj medsebojnih odnosov, spoštovanja in solidarnosti. Vsestransko pomoč in solidarnost sem tokrat občutil na lastni koži, ko sem nebogljen obtičal v večnem mestu. Delovni dan samostanske skupnosti, kjer sem našel zatočišče, se prične z jutranjo svetomašo v samostanski kapeli, ki je po Don Boskovem zgledu posvečena Mariji, pomočnici kristjanov. V njej se redno opravljajo vsakodnevna bogoslužja in dnevne ter večerne molitve. Po jutranji maši gredo na delo vsak po svojih zadolžitvah. Sam sicer nisem imel kaj početi, lahko sem le občudoval urejenost prostorov in okolice, ki potrjuje marljivost in urejenost redovnega življenja. Prijetno sveže nedeljsko pomladansko jutro je kot nalašč za ogled samostanskega kompleksa v obliki ribe, ki ga omejujejo ulice Via Appia Antica, Via Ardentina in Vicolo delle Sette Chiese. Pogled na dom salezijanske družine daje občutek urejenosti in samodiscipline, ki je predpogoj za redovno življenje. Njegovo bližnjo okolico krasijo skrbno negovani kaktusi, za katere stanovalci pravijo, da se sami vzgajajo. Potreben je le lep in prijazen pogled nanje in že se razkazujejo v vsej svoji lepoti. Na nasprotni strani dvorišča je postavljen kip Dominika Savija, Don Boskovega učenca in zavetnika mladine, na severu pa se dvorišče zaključi z luško votlino in Marijinim kipom v njej. Ob stezi, ki salezijanski dom povezuje z vhodom v katakombe Don Callisto, je postavljenih 14 postaj križevega pota, ki prikazuje dogajanje po Jezusovem vstajenju. Ko smo prišli salezijanci tukaj leta 1930, je bilo treba vse to celotno področje, praktično 35 hektarjev, obdelovati in naši bratje salezijanci, laiki so skrbeli za to dolga leta, iz tega se je živelo. To so bila riže, to so bila žitna polja in druge kulture, ki so dale nekako osnovo za življenje tukaj. S časoma se je to spremenilo, predvsem zato, ker se je sedaj odprlo to mednarodno tržišče in ti artikli niso postali več zanimivi. Tako pa sedaj samo vzdržujemo kot lep park sredi Rima. Trenutno salezijanska družina, v kateri sem preživel prijeten, vendar zaradi čakanja zelo dolg teden, sprejema obiskovalce katakomb in skrbi za predstavitev in oglede tega največjega antičnega podzemnega pokopališča. Smo v katakombah svetega Kalista, ene od mnogih katakomb v Rimu. Ta katakomba je največja. Je prvo uradno pokopališče kristjanov v Rimu. Papež je zaupal skrb za to pokopališče Kalistu, diakonu, ki je 17 let skrbel za to pokopališče. Sedaj pa skrbimo za to pokopališče mi, salezijanci. Leta 1930 je papež Pij XI zaupal salezijancem to poslanstvo. Na tem velikem področju sredi Rima imamo več ustanov,
imamo skupnost vodičev, potem je bogoslovje, potem je misijonsko središče in še skrb za poklicno šolstvo. V naši skupnosti nas je 14, smo iz 11 narodnosti, tako da je zelo pestro. Skrbimo, da ljudje, ki prihajajo v katakombe, si ogledajo v različnih jezikih in da odnesejo s seboj eno močno sporočilo teh prvih kristjanov v Rimu, zlasti še mučencev, ki so dali tudi življenje za vero. Vidimo tukaj nekoliko teh panelov, ki nam prikažejo te katakombe. Na vrhu je 15 hektarjev tega zemljišča, potem pa se spušča doli v 3-4 nadstropja. Dolžina vseh teh hodnikov je 20 km, tukaj je bilo pokopanih okrog 500 000 ljudi v 300 letih. In ljudje vsega sveta prihajajo, si ogledujejo te katakombe in odnesijo s seboj neko močno sporočilo, zlasti sporočilo prvih kristjanov o zvestobi svoji veri. Seveda Rim niso samo katakombe ter vrhunec arhitekturne, likovne in sakralne umetnosti. Je tudi zibelka krščanstva, ki je prav v zahodni civilizaciji pustilo največji pečat napredka razvoja in civilizacijskih vrednot. In ta razvojni potencial temelji na žrtvah prvotnih oznanjevalcev evangelija, ki so v veliki meri svojo gorečnost oznanjevanja plačali z mučeniško smrtjo. Tako kot grobišča so bila tudi morišča izven mestnega obzidja, kjer so se v pričo krvi željnih množic izvajale javne usmrtitve. Tudi apostol Pavel, imenovan apostol narodov, je po dolgi in uspešno prehojeni poti umrl v Rimu mučeniške smrti. Od glavne ceste skozi park do morišča vodi ulica mučeništva apostola Pavla. V spominski kapeli sta v reliefu upodobljeni usmrtitvi apostolov svetega Petra in svetega Pavla. V notranjosti kapele so obzidani in zavarovani 3 zaporedni studenci, ki naj bi po legendi nastali na mestih, kjer se je kotalila Pavlova glava. Po studencih je to mesto dobilo ime Tre Sorgenti. Ta sveti kraj obišče ogromno število romarjev in turistov. Evangeličanom obisk tega kraja pomeni celo več kot obisk cerkve svetega Petra v Vatikanu. To je namreč sveti kraj protestantskih vernikov, ki goreče častijo apostola Pavla in se pri oznanjevanju evangelija ravnajo po njegovem zgledu. Druga največja cerkev v Rimu je bazilika svetega Pavla. Tudi ta je zgrajena izven mestnega obzidja na mestu, kjer je bil pokopan apostol Pavel. Zgrajena je bila v 4. stoletju in velja za vrhunec takratne arhitekture. Glavna ladja se razširi v 4 stranske in ogromen prezbiterij. Stranske kapele so namenjene bogoslužju manjših skupin romarjev in obiskovalcev. V eni od stranskih ladij je ohranjena celotna maketa cerkve v preseku. Takratni arhitekti namreč niso risali načrtov, ampak do potankosti izdelali leseno maketo v pomanjšanem merilu, po kateri so se ravnali graditelji. Cerkev je v začetku 19. stoletja skoraj v celoti uničil požar, vendar je bila kasneje obnovljena v enakem slogu kot original. V vzporednih hodnikih zunaj cerkve so lepo restavrirani ostanki prvotnih stebrišč. Tudi mesto Rim ima svojo piramido, zgrajeno pred mestnim obzidjem, ki pa nima nobene povezave z rimsko zgodovino in nima nobene posebne vrednosti, je le odraz prestiža posameznikov. Seveda si ne moremo predstavljati obiska Rima vsaj brez bežnega ogleda Vatikana. Tja me je skozi prometni labirint peljal gospod Lojze.
Znotraj vatikanskega obzidja je čisto drugačen svet kot v velemestu. Na glavnem trgu kraljuje umirjenost in spoštljiv odnos do okolice in središča krščanskega sveta. Medtem ko je bil moj dobrotnik po opravkih v vatikanskih pisarnah, sem si ogledoval zunanjost arhitekturnih mojstrovin. Kasneje sva skupaj stopila v notranjost bazilike svetega Petra, ki v vsakem času privablja nešteto obiskovalcev. Tako romarje različnih veroizpovedi kot turiste, ki si želijo ogledati zanimivosti svetovnega slovesa. Največja cerkev na svetu v vsej svoji razsežnosti predstavlja vrhunec takratne arhitekture in sakralne umetnosti ter vrednot, ki se izražajo skozi krščansko izročilo. Zgrajena je v obliki latinskega križa. V sredini se dviguje ena največjih kupol na svetu. Notranji premer meri skoraj 44 metrov. Veliko zanimanje vzbuja Michelangelova Pietà, žalostna mati Božja, ki drži v naročju mrtvega sina Jezusa. Kip iz belega marmorja velja za eno največjih kiparskih umetnin vseh časov. Za nas katoličane so največjega pomena relikvije svetega Petra v kripti pod glavnim oltarjem. Zanimiv je tudi obisk grobnice papežev, ki pa je bila zaradi vzdrževalnih del zaprta za oglede. Po ustaljenem redu zadnji umrli papež počiva v stranski kapeli do smrti naslednjega papeža. Izjema je sveti Janez Pavel II. Zaradi pomembnosti njegovega pontifikata ostaja v cerkvi, kjer ljudje množično obiskujejo njegov grob in se mu v molitvi priporočajo. Pred cerkvijo je najnovejše kiparsko delo v Vatikanu, ladja prenapolnjena z begunci različnih starosti in različnih narodnosti, ki ponazarja probleme današnjega časa. Naslednji dan, 8. marca, je v Italiji potekala splošna stavka. Življenje je veliko bolj umirjeno, na nek način ohromljeno. Zato smo se trojica trenutnih sostanovalcev odpravili peš v manj znani del mesta, ki po zanimivostih in sporočilnosti ne zaostaja za prepoznavnim centrom. Brat Klaus, nemško govoreči vodnik po katakombah, je tudi odličen poznavalec antičnega Rima in prijeten sogovornik. Tokrat je bil v vlogi vodiča po starem, manj prepoznavnem delu mesta. Tik pred severnim vhodom v samostanski kompleks je cerkev Quo Vadis Domine. Na mestu, kjer sta se srečala obupani Peter, kasnejši apostol sveti Peter in Jezus, ki se vrača v Rim, da bo ponovno križan na mesto Petra. Zatem so na ogled ostanki tovarne papirja iz časa industrijske revolucije, kjer je danes sprehajališče za mestne prebivalce. Vsekakor si je vredno ogledati antično obzidje pri vratih San Sebastian. Lepo je viden način gradnje, razpored in razkošnost prostorov poveljniških in stražarskih mest in prehodov. Mogočna utrdba, ki kljub videzu nepremagljivosti ni bila kos vdorom poganskih ljudstev in kasnejšemu razpadu rimskega cesarstva. Rim je namreč sedaj hudo pestila demografska zima kot posledica prestiža in razvrata od kruha pijanega ljudstva. Nekaj podobnega se dandanes dogaja v zahodni Evropi in sploh v zahodni družbi, ki se iz zgodovine ni veliko naučila. Bližnja ulica San Latino je po nekaterih virih prva prava cestna povezava na svetu. Ulica je povezava mesta s svetom skozi vrata Porta Latino. Mestno obzidje je imelo kar 17 mestnih vrat. Znotraj mestnega obzidja se med ulicami bohotijo mestne vile, prestižni parki in sprehajališča. Naslednja postaja našega potepanja je bila za rimske razmere skromna bazilika San Giovanni a Porta Latina. Ob vstopu nas je presenetila zlatorumena svetloba,
ki vdira v prostor skozi alabasterna okna in daje prostoru poseben čar. Na stenah triladijskega svetišča ne manjkajo niti mogočne baročne poslikave. Poleg razkošnih vil in mogočnih katedral so v Rimu pravo nasprotje avtomobilski malčki. V centru mesta je namreč premalo prostora za velike avtomobile. Kljub splošni stavki je v mestu mogoče najti nekaj odprtih lokalov in trgovin ter seveda tržnice ali bazarje. Ljubitelji čaja pa se veselijo bogato založene čajanke. Pred vhodom v naše skupno bivališče nikakor ni mogoče mimo mogočne bazilike San Giovanni Laterano. Cerkveni prostor s 5 ladjami je okrašen z mojstrsko izdelanim lesenim stropom in okrašen z mogočnimi, nekoliko strašljivimi kipi. Glavni prostor za bogoslužje in stranske kapele so povezani z atrijskim dvoriščem s križnimi hodniki, kjer so razstavljeni eksponati arheoloških najdb. Zanimivosti je še veliko, toda čas teče. Še kratek postanek in osvežitev v bližnjem lokalu in povratek domov. Po celotedenskem postopanju in spoznavanju bližnje okolice moje začasne nastanitve, o prizadevni pomoči salezijanske skupnosti, še posebej patra Marija iz Hrvaške in patra Lojzeta, rojaka iz Bloške planote, so bili končno urejeni moji dokumenti za nadaljevanje moje poti proti afriški celini. Mojim gostiteljem se iskreno zahvaljujem za nudeno vsestransko pomoč in razumevanje. Gospod Ivo je tukaj med nami gost, slučajno smo veseli, da smo ga lahko gostili in da smo mu pomagali prebroditi te začetne težave, ko mora potovati proti Afriki, zopet v misijon, in upamo, da bo tudi on odšel z dobrimi vtisi in notranje obogaten.